To je moj najljubši sadež, ampak odkar delam v industriji češenj, nikoli več ne bom gledal enako. Nasadi, vzgajanje in gospodarjenje s češnjami je tukaj na Novi Zelandiji daleč od tega, kar smo navajeni iz domače Slovenije. Ali pa so se nama zgolj odprle oči, sedaj ko so vse skupaj izkusila iz prve roke. Zato, da lahko doma uživamo te sladke darove narave, v ozadju nekdo konkretno dela. Pa to ne bi bil noben problem, če igra ne bi bila že od začetka pokvarjena in izkrivljena, da imajo nekateri gromozanske dobičke na plečih poceni delovne sile. V tem vlogu te peljeva v zakulisje industrije češenj, vse od napiranja do pakirnice, da ti pokaževa, da ni vse tako rožnato, kakor se sprva zdi. Opomnik, preden se resno potopiš v ta video. Na najinem kanalu je prvi del tega poglavja o češnjah, kjer razloživa kar nekaj konceptov in stvari, ki so zelo pomembni za boljše razumevanje tega videa in v katere se v tem videu ne bova poglabljala, saj je najino prepričanje, da imaš prvi del že pod streho. Razloživa stvari, kot so izvozna kvaliteta češenj, posamezne vloge v nasadu in njihovo delo, defekte na češnjah in tudi najine vloge in zadolžitve. Če še nisi uspel pogledati, polagava na srce, da najprej pogledaš prvi del in se potem lotiš tega. Link najdeš v opisu videa oziroma se ti bo zdajle na ekranu pokazal en zaznamek. Najina motivacija za delo v češnjah je bil seveda denar. Po pričevanju ljudi in pa prebiranju blogov sva odkrila, da naj bi se dalo v češnjah baje dobro zaslužiti. Zato sva kar se da hitro krenila v regijo Otago. Mesto Cromwell namreč slovi kot prestolnica industrije češenj in drugega sadja. Službo sva imela že zagotovljeno, zato sva se le zapeljala v kemp, ki se je nahajal direktno zraven nasada, parkirala binkota in nestrpno čakala, da se začne sezona obiranja. Kar nisva predvidela je, kakšen roller coaster emocij, dogajanja in spoznanj bo sledil v naslednjih 6 tednih. Kad takole pogledava nazaj, se res počutva, kot da so bila en Dante Alighieri v božanski komediji, ki se po krogih pekla spušča proti centru in sproti odkriva vse grozote, ena bolj grozna od ta druge. Vse, kar se nahaja v tem krogu, so nekak stvari, ki ti niso lih všeč, ampak pridejo z delom. Lahko so to tudi čisto normalne stvari, ampak, ko jih začneš povezovati z ostalimi krogi pekla, so kot majhne kapljice v vrču, ki bo kmalu prepoln. Prva taka stvar je delo, ki je že samo po sebi fizično naporno. Pa ne govoriva tlele samo v samem nabiranju, ki sicer je bilo kar precizno delo, ki smo mogli med drugim tudi češnje ločevati, pa posamezne ta tobaket, ampak nasplošno celokupno vse skupaj gleda. To, kar vidite na posnetku, je vedro oziroma po njihovo bucket. Za namene tega videa bova uporabljala besedo bucket, saj slovnično gledano pri nas ne nabiramo v vedra, ampak tipično bolj v košare, vendar to ni košara, tako da bucket it is. Napolnjen bucket tehta dobrih 5 kg in verjemite nama, kad cel dan nosiš ta bucket na sebi, terja davek na hrbtu. Poleg tega je tukaj še sama lestu, ki je v bistvu vadba za čist celo telo. Saj trpijo noge, loviš ravnotežje, steguješ se do oddaljenih vej in na vse zadnje hodiš gor pa dol po lestvi, isto, kot če bi cel dan hodil po stopnicah. Za nameček pa je še sama lestu ful težka in tukaj je prva taka zanka, za premikanje lestve si večino časa odgovoren sam. Premikanje tukaj ni mišljeno samo pač od drevesa do drevesa, ampak tudi iz ene sekcije nasada do druge sekcije nasada, kar je lahko včasih kar dolga pot. Za primer. Ko smo zaključili z vrsto kordija, na tem hribovitem delu smo mogli vsak svojo lesto odnesti cca 400 metrov niže do nasada z vrsto santina. Pa spet le ponavljava, nekaj, kar pride službo, nekaj, kar pač moraš potrpeti, ampak na dolgi rok z vsemi ostalimi faktorji, ki jih bova naštela, pa pač res začne naigati. Potem pa so še manjše stvari, kot desetine nekih ureznin zaradi ostrih vej, potovčenih nog zaradi udarcev ob lestev, do nevšečnosti, ki pridejo v tandemu z deljenjem življenjskega prostora z drugimi ljudmi in predvsem narodnosti. Je pa ena stvar, ki mi gre malenkost na živce, pa vam bom pokazal, če boste ugotovili, v čemu je problem. A vidimo, v čemu je problem. A vidimo, dokaj je spucan, tam, kaj je moj adapter, pa to. In seveda sonce, ampak to že v naslednjem krogu pekla.
Sonce in ozonska luknja sta tukaj na Novi Zelandiji resen problem. O tem sva sicer že zelo veliko spregovorila, tako tukaj na YouTubu, kot tudi na najnih ostalih socialnih omrežjih. Čist na kratko, predstavljajte si delati 8 ur oziroma več na žgočem soncu in pač nič ti ne pomaga. Midva sva se na vsako uro mazala z najvišjim faktorjem 50+, s korenčki. Čist. Tlele se 3-krat na dan namaže s kremo. Kaj 3-krat, 5-krat, 50+ pa, kada se ne mazala. Kada se ne mazala. Čist rdeče. Nosila sva pokrivala, pa v bistvu ni pomagal, da ni prišlo do takih situacij. Mogli reveš. 7-krat sem se namazala danes s kremo za sončnik. 7-krat! Kašen. Tudi če se ne bi. Čist rdeče. Na tej točki bi bilo mogoče smiselno spregovoriti še o času, ki je pač za nabiralca res ključnega pomena pri zaslužku, kar boste videli tekom videa. In v bistvu je bil res izziv nekako žonglirati med temi različnimi stvarmi, ker vsaka minuta, ki jo ne preživiš v drevesu, je v bistvu dobesedno zgubljaš denar. In zdaj pa prioritiziraj. Bom, ne vem, počakal do pavze, do takrat zdržal, pa še takrat pač lulat pa vse ostale stvari. Ampak potem mazati s kremo se moraš itak, ker če ne boš plačal davek z opekniljem kasneje. Ja, kje pa je poj še zdaj, da bom mečkam počival, ker je le fizično naporno. Oziroma po drugi strani, ko pride do kosila, kaj bom rajš na hitro zbasal vase, pa da bom še cajt za vse ostale stvari, pač res je challenge. Kar hitro sva spoznala, da to ni neka fletna, mala, družinska kmetija, ampak pravi kapitalistični ustroj. Začelo se je z majhnimi stvarmi, kot je recimo naš kemp. Ta je bil zelo preprost. Dixi WC-ji, prenosni tuši, hladilniki in drugi gospodinjski aparati in za večino ljudi kar kampiranje v šotorih. Za ta prečudovit kemp sva mogla plačati kar $15 na osebo na dan. In to so nam trgali kar direkt od plače. Pa človek še ne bi imel nič proti, če bi vse delali tako, kot mora, ampak so se nam dogajali konstantni izpadi elektrike. In pa so tle še ljudje, ki so milo rečeno ogabni, ko pridemo do stvari, kot so WC-ji in tuši, in za pospravljanje nereda 300+ ljudi, pa le en sam človek, ki mu pa med drugim tudi vrsto drugih opravil, ne sam pucanje za nam. Da ne izgubljam besed v tušu, ker pritisk slab, glave večinoma nedelujoče, tako da je bilo v bistvu bolj, da si kar glavo dol očrapal, pa se v bistvu kar šlauhan samega sebe tuširal, ker mislim... Kak krava. Krava, ja. Tako da, plus to, da je bilo, ne vem, tudi samo topla voda, tako da je bila to samo še solna rano, ko si prišel z unga 30-stopinjskega sonca z opeklinami, se je zdel, da se res uno vročo vodo tušil, mislim, grozno. Za primerjavo, po Novi Zelandiji sva spala v kempih, kjer sva za podobno situacijo odštela enako ali pa malenkost več. S tem, da so bili to proper avtokempi, kjer je bilo vse tipi-topi. Poleg tega sva kasneje tekom potovanja in dela na Novi Zelandiji odkrila, da večinoma za take podobne nastanitvene pogoje, ki jih priskrbi delodajalec, ni potrebno plačati ali pa so stroški res simbolični, bolj kot ne za elektriko. Druga rdeča zastavica v tej kategoriji je pa dejstvo, da nismo smeli jesti češenj. Ko so vsem povedala, da delava v češnjih, so bili vsi tako, joj, koliko sta se mogla najesti češenj, in potem je bil malo antiklimaktičen odgovor, da v resnici ne. Ker ja, v bistvu jesti češnje je bilo smatran kot kraja podjetju. Tako da, ne vem, tudi supervizorji so nas skozi opozarjali, oziroma tudi midva sem mogla opozarjati pikarje, da pač ne ješ češenj, če ješ češnje je to kraja podjetju in če boš še naprej jedel češnje, te bomo mogli poročati managementu, tako da fino. Tretja rdeča zastavica pa je optimizacija procesov za čim večji dobiček. Ampak del tega je že povezan z našim naslednjim krogom. Tu najprej en zaznamek. To ni politika, ki jo je podjetje kot tako podpiralo. Nekaj, kar so ugotovila šele kasneje, ko so sama postala nadzornika.
So pa druge stvari, ki bi jih lahko podjetje po najinem mnenju lahko oziroma moralo narediti bolje, ampak do tega še pridemo. Bo je sedaj zgodbo razlagala iz najinih oči kot nabiralca in kako so midva to doživljala, brez da bi v resnici vedela, kaj se dogaja v ozadju. Vsaka vloga v podjetju ima tudi svoje naloge in tako imajo recimo tudi supervizorji svoje zadolžitve. Vse to sva sicer veliko bolj podrobno razložila v prvem vlogu o češnjah. Ampak recimo ena izmed teh nalog je tudi, da v bistvu pikarje sprašuješ, koliko bucketov so nabrali v določenem trenutku. In to v bistvu supervizorju da zelo dobro predstavo, koliko hiter je posamezen pikar. Ja, lepo je pogledal povprečje svoje skupine in je točno vedel v bistvu, koliko hiter je pikar. Kjer pa v bistvu potem pridemo do te optimizacije procesov. Namreč najpočasnejši pikarji so bili ali odpuščeni ali premeščeni na neko drugo delovno mesto. V največji meri to pomeni, da si bil premeščen v pakirnico, ker smo jo pikarji radi poimenovali kar kazenski zapor. Pač sam predstavljajte se, dolge ure, brez sonca, v mrzlem prostoru, pač to res ni nek prostor, kjer bi hotel biti 10 ur plus. Tako da vse lepo pa prav, če ne bi v bistvu ta moč določenim supervizorjem stopila v glavo. Tu so se dogajale kar grde stvari. Od zmerjanja, da si počasen, da če želiš jesti češnje, pojej tiste piškave iz tal, do groženj, da če se ne poboljšaš, te bodo dali delati v pakirnico. Pa potem še konstanten, pretiran časoven pritisk. Jaz mislim, da nikoli ne bom pozabil enega dotičnega momenta, tam nekje 6. dan nabiranja. Se pravi, vse prejšnje dni smo nabirali tako po 12 ur in itak je telo v šoku, se pravi, vse te boli. Pa to ne mislim samo tako, ja, malo te boli. Ne, pač mene je toliko bolel, da ne vem, roke dobesedno dvigant nisem mogel nad ramena, ker enostavno je odpovedalo se bicepsi, rame, hrbet, noge, pač samo katastrofa. In zavedaš se, da si počasen, kar že samo po sebi ni pač dober občutek, ampak ga pa še bistveno poslabša eno vprašanje. How many buckets do you have, Alex? Only 4. Oof, you are slow as fuck today. Come on, go faster. I know, Giovanni. Today I just can't. My whole body is hurting. I cannot go faster even if I wanted to. I really am trying my best. You will need to pick up the pace, Alex, if you don't want me to report you for being slow. In kar je še slabše kot to, da te to isto vprašanje vprašaš čez pol ure in si še zmeraj na istem bucketu. Stop being a pussy and pick faster. My grandma would be faster than you. In pol se začne maltretiranje. Če bi normalno prišel do mene 2krat na dan, tako kot ponavadi, da te vpraša, je tip do mene hodil na vsake 15 minut in me sprašal, how many buckets? Kada v to kaj hitreje šlo, če mi ten svet kaj ena lučka. S tem, da je tlele potem še ena komponenta psihološkega pritiska, ki se dogaja v ozadju. Namreč, kot sem rekel, zaveda se, da si počasen. Se pravi, če sem počasen, ne bom dosegal bonusa. Če ne dosegam bonusa, je zaslužek slabši oziroma delam za minimalca. Čak, delam za minimalca zato, da se tlele takole matram, pa dobesedno svoje telo pač maltretiram, ja, hvala lepa, no. In potem še une res najbolj globoke frustracije pridejo ven, ne vem, fucking magisterij imam, pa tlele kurčeve češnje obiram na tej neumni Novi Zelandiji, kva mi je bilo sploh treba prideti sem, pač vse to nekako pride ven in ni fajn, no, res ni fajn. Ja, take stvari te lahko pripeljajo do roba. Kuštren. Mam, treba joko. Lejte našega pikca, kaj joka. Sploh ne ve zakaj. Jezus, a žalost. Sploh ne vem zakaj. Imaš doma tvoj že pikac. Ne vem, čuden je. Ova malo domov poklicala danes. Ja. Ja, Ja. prav. Ampak najslabše šele prihaja. Češnje so sicer več 10 milijonska industrija in za pričakovati bi bilo, da so tudi zaslužki delavcev dobri. Kar na papirju sicer drži, ampak ko si enkrat pač direktno v tej industriji, vidiš, da v resnici ni vse tako lepo in da je veliko stvari, ki ti preprečujejo dober zaslužek. Pa najprej poglejmo, kako je plačilo sploh organizirano. Naj opozoriva, sistem bo zelo poenostavljen, da bo lažje razumljiv.
V osnovi služiš denar z urno postavko ali s plačilom po bucketu, tisto, kar je več. Vsak dan se izračuna norma oziroma koliko bucketov je predvideno, da jih vsak posameznik nabere. Za primer vzamemo, da je ta norma razpon med 10 do 20 bucketov. Če več dni zapored nabiraš pod normo, bo sledil neke vrste ukrep, opozorilo, premestitev, odpoved, pač neki. Če nabiraš znotraj te norme, si plačan po urah dela. Če nabereš več, si plačan po številu bucketov, ki jih nabereš. Le-ti imajo vnaprej določeno ceno. Ta cena je odvisna od več faktorjev, od tega, katero vrsto se ubira, ali gre za lokalno uporabo ali za izvoz, do tega, kako težek teren je za nabiranje, ali gre za prvo oziroma drugo pobiranje sadja in tako dalje. Koliko je vreden bucket, se tako določa vsak dan sproti. V količino nabranih bucketov so šteli samo tako imenovani dobri bucketi. Dobri bucketi so bili v bistvu v prvi vrsti tisti, ki so bili dovolj napolnjeni, in pa v bistvu tisti bucketi, ki niso imeli prevelikega procenta slabih češenj v samem bucketu. Več o tem sva spet ponovno razložila v prvem vlogu po češnjah. V praksi se ti je torej komot lahko zgodilo, da si v enem dnevu recimo nabral 21 bucketov, kar te že kategorizira za bonus. To je v bistvu naš žargonski izraz za to, da si plačam po bucketu, ne pač drugače. Potem pa so v pakirnici ugotovili, da si imel pač za tisti dan 2 slaba bucketa, kar je pomenilo, če preračunamo, pač imaš 21 bucketov, 2 sta slaba, torej si imel v resnici samo 19 dobrih bucketov, kar pomeni, da nisi več dobil bonusa, se pravi, si cel dan delal za minimalca. Ker slaba situacija, da se ti v bistvu bonus za tako mišjo dlako izmuzne iz rok. Ampak ta sistem smo vsi sprejeli, ker konec koncev tudi podjetje plačuje boljš na bucket kot konkurenca in to s dobrim razlogom. Namreč večino naših češenj je šlo v eksport, v izvoz. In sicer v Tajvan, Kitajsko in Singapur, kjer so ljudje pripravljeni plačati tudi do $20 na češnjo. Ja, prav ste slišali, na eno češnjo, ne na kilo. Zdaj, če poenostavimo, v bistvu smo nabiralci mogli nabirati popolne češnje. Zdaj, kaj to pomeni, pa na kaj vse smo mogli paziti, spet. V prejšnjem videu pa to zelo zadnjič poveva, ker vse je tam razložen. Če karkoli ni jasen, je sigurno tam razložen. Če pa ni, ne tam, ne tle, pa napišite v komentar, pa bo povedala. Ampak potem pridemo do kontraindikacije. Vsi poznamo rek, ali delaš hiter, ali pa delaš kvalitetno. Zelo težko je pa delati oboje. In to se je tukaj zelo dobro izkazalo. Namreč, pač, če si delal hiter, če si hiter nabiral češnje, pač nisi imel v bistvu časa, da si vsako posamezno češnjo tudi pogledal in posledično si imel lahko zelo veliko slabih češenj v bucketu, kar je pomenilo, da si lahko zelo hiter imel tudi slab bucket in zaradi slabih bucketov lahko tudi nisi dosegel bonusa. Sending you Louis and Antoine. You can take those. Be honest, would you eat these? Yeah. You would? Yeah. Yeah. Stickers. Because they're not, they look weirder. They do look weirder. You look so dense. They're not dense though. This is just how they grow. Because they're growing in bunches and they're growing on top of each other. Po drugi strani, pa če si gledal vsako posamezno češnjo, si lahko imel res popolne buckete, ampak pač si seveda delal kvalitetno in pa bolj počas. Kar je pa spet pomenilo, da nisi dosegel bonusa in si delal za minimalca, kar pa pač tudi ni idealno. Ja, v bistvu delaš za minimalca, podjetje zasluži milijone, ti pa pač si samo en tam delavček. Tako da tle lahko tudi potem zraven upletete še vse tisto, kar sem jaz govoril prej, od mazanja s kremo, z WC-jem in vse to. Torej čas. Čas je ključnega pomena pri nabiralcu. Ampak ko so pa vedeli, da je glih tvoj bucket slab bucket. V bistvu na začetku sezone smo vsi pikarji dobili posebne nalepke z QR kodom, ker si jih mogel v bistvu na vsak bucket, ki si ga nabral, nalepiti gor. Tako da se je točno vedel, to je od, ne vem, Alexa. Zdaj, na tej točki je bilo naše razumevanje kontrole kakovosti majčkeno omejeno in je šlo približno tako. Se pravi, musi dve variante. Ena varianta je bila, da te je pregledala neka fizična oseba v oddelku za kakovost. Druga varianta pa je, da, in kaj je šlo tudi pač veliko več bucketov, ker pač mašine so hitrejše od ljudi, da gre v bistvu mašine, ja, bucket v neko posebno mašino za kontrolo kakovosti, ki je v bistvu ocenila te neke površinske defekte na češnjah. In tukaj zdaj pride upoštev tudi tisto pravilo nabiranja enojnih češenj. Se pravi, da smo mogli vse dvojice, trojice loševati med sabo in v bucket metati samo posamezne češnje. Namreč ta mašina, ki pregleduje češnje,
lahko pregleduje samo po eno češnjo naenkrat. Posamezno češnjo slika iz vseh strani in sproducira po 70 slik na češnjo, na podlagi katerih nato program oceni kvaliteto češnje. Vendar roboti in računalniki niso čisto popolni, zato imamo tukaj še ocenjevalca kakovosti, ki je iz tvojega baketa potegnil 100 češenj in določil procent slabih. Koliko slabih baketov pa si nabral, pa si v bistvu izvedel šele dan ali dva po dnevu nabiranja. Vse se je v bistvu obeležilo v eni aplikaciji, do katere smo imeli pikarji dostop. Tam so se v bistvu obeležile, koliko ur si delal, koliko baketov si nabral in pa koliko si imel slabih baketov. In kaj, če se nisi strinjal s številom nabranih slabih baketov? V bistvu, če si se karkoli pritožil, je bilo tudi vse evidentirano in so ti pod nos ponudili pač slike češenj in pa poročilo, kaj vse si narobe nabral. Vrnila sva se iz božično-novoletnega roadtripa in nastopil je čas glavne sezone nabiranja češenj. Tukaj pa sva midva nastopila v novi vlogi, saj sva napredovala v nadzornika oziroma supervizorja. To je v bistvu pomenilo dve stvari. Kar naenkrat sva imela globlji vpogled v bistvu vse naloge, ki jih imajo nadzorniki, in pa dobila sva cel kup enih insiderskih informacij podjetja, saj sva nekako postala lower management. My name's Kieran Copping. I'm from England and I'm a supervisor at Cherry Court. I've got the same job as Kieran over here. I'm Joseph Quinn from New Zealand here. I was born in Christchurch and supervising as well. I'm just in a separate gang. Gang 1. I'm Gang 2. He's in Gang 2. The best gang. Yeah, well. Gang 1, the 1, 2, OGs. 3, 4. Yeah, That's how first the the worst, placings second go. the best, they say. Yeah. He's Anyway, lying. So, what do you think about the job? Can you speak about, just quickly speaking about the job? To, da sem imela globlji vpogled v nadzornike, je sam pomenil, da so ugotovila, kaj so se najni nadzorniki narobe delali v primerjavi s tem, ko smo mi runali stvari. Tako da, ja. Drugače pa ja, prvo veliko spoznanje je bilo, da v bistvu večina vodilnega kadra niti ni tam redno zaposlenega, ampak v bistvu samo pridejo za glavno sezono iz nekih podobnih panog in pač samo pomagajo. Zdaj, posledično je to pomenilo, da niti oni ne vejo točno, kaj se dogaja, pa kaj treba delati, ker so bili tam praktično toliko časa, kot mi. Ne vem, ena taka zelo lepa primerjava bi bila z natakarji. Pač natakar v baru gre delati v restauracijo. A lahko svoje veščine prenese na novo delovno mesto? Ja, lahko. A pa to pomeni, da ve, kako deluje restauracija, kakšne so posebnosti restauracije, kakšni so protokoli? Ja, to pa ne, a ne. Se pravi, nekdo ga mora uvesti v delo. V prvi vrsti se je to poznalo na nadzornikih, saj so bili tukaj zaposleni pač vsi. Od nekih 17-letnih fantov, ki so bili sam na nekem poletnem delu in se jim je dobesedno fučkal za delo, do tistega groznega Francoza, ki v bistvu edini razlog, zakaj je postal supervisor, je pač dejstvo, da so imeli doma kmetijo in da naj bi se v tem okolju zelo dobro znašel. Vodstvene sposobnosti, kaj je to? Tale bi pač mogoče s prstom malo pokazal na podjetje, ker se nam zdi, da v bistvu pri zaposlovanju na tej poziciji bi mogoče mogli dati majčkeno bolj kompetentne ljudi. To je prva stvar. Druga stvar pa, da imajo tudi neke uvajalne seminarje ali kakorkoli pač že. Pač midva sva bila samo vržena v vodo. Za razliko recimo od Kirna, ki ste ga spoznali že v prejšnjem videu, ki nam je razlagal, on, ki je prišel na to pozicijo, so imeli najprej par urni seminar, kjer so jim povedali točno, kaj delati, kako delati, kakšne so dobre prakse in to je super. Večino supervisorjev v glavni sezoni pa sam to pač, ok, supervisor si, zdaj pa delaj. Ja, ful hvala, res. Tako da malo sem imela sreče, da sem imela Adama pa Josefa, pač dva kivija, ki sta bila najna ko-vodi v našem gangu, ki sta imela ful izkušenj že kot nabiralca v prejšnjih sezonah in sta pač te izkušnje prenesla tudi na naju, da smo pol nekako ta sistem postavili, kakršnega smo imeli in ki je funkcioniral. Prevedeno v konkretno situacijo je to pomenilo, da sva se tudi prvih nekaj dni kot supervisorja midva lovila in spoznavala skozi celotno situacijo. In to je pač pomenilo, da sva tudi čisto po nepotrebnem tratila čas nabiralcem, kar pa v bistvu že vemo, da je čas ključnega pomena, sploh če hočeš dosegati bonus. In to samo zato, ker nisem imela nekega konkretnega uvajanja, pač sam neumen.
in potem pridemo do bombončkov umazanije te pokvarjene industrije. Pri tako izkrivljeni igri se marsikater nabiralec odloči za neke pač vprašljive metode in doživela sva res svašta. Ena najbolj groznih stvari, ki se je pač tudi dogajala, je bilo pa to, da so pač menjevali QR kode. Se pravi, pač ti si počakal, da je pač pikar je počakal, da je pač drug pikar nabral svoj bucket in ko je gledal stran, je zamenjal QR kodo svojo, kar je sicer pomenilo, da je pač tisti dan pridobil eno pač bucket, ampak posledično je obžrl ta isti bucket drugemu nabiralcu. Druga taka vprašljiva stvar, ki se dela v imenu boljše kvalitete bucketov, pa je dejstvo, da smo mi, nadzorniki, mogli označevati slabe buckete oziroma potencialno slabe buckete. Zdaj, preden karkoli obsojaš, ima zate samo 2 besedi. Pejt gledati vlog 1. Ja, in v bistvu, ko si ti pregledoval kot nadzornik buckete in si pač najdel bucket, ki je imel zelo velik procent slabih češenj, si ga pobarval z markerjem in to je v bistvu za pakiranco pomenilo, da so mogli ta bucket boljš pregledati. In pri tistem pregledu kakovosti so večinoma vsi bucketi padali. Po najnem mnenju se je tukaj v ozadju dogajal še en proces plemenitenja bogastva podjetij, in je bil za njih bolj kot ne neko tako srečno naključje pri celokupni izboljšavi kakovosti bucketov. Namreč, dajmo pomisliti, en tak miselni eksperiment. Se pravi, če je bilo tebi dovolj imeti 10% slabih češenj v bucketu in si jih hipotetično nabral 11%, si padel in delal za minimalca, ampak to istočasno pomeni, da je še zmeraj 89% bucketa dobrih češenj, ki jih je podjetje po polni ceni prodajalo naprej. To je tako mejno skrajo uslužbencev, sicer vse pač po pravilih, s katerimi smo se vsi strinjali, ampak vse je glih malo sporen, ni. Ampak dobro, če je nabiralec toliko neodgovoren, da v bistvu nabira slabe češnje, kljub temu, da si ga že večkrat opozoril na to, kaj je tisti en bucket v primerjavi z vsemi? Logičen odgovor je seveda, da en bucket lahko ogromen pomen, saj je bil lahko ravno ta bucket odločilen pri tem, ali si dosegel bonus ali ne. In kar je še več kot to, podjetje je iz predsezone v glavno sezono spremenilo pravila igre, ne da bi o tem kogarkoli obvestili, ne nas nadzornike, še manj nabiralce. Podjetje se je odločilo, da te že en sam bucket lahko vrže iz bonusa, ne glede na to, koliko bucketov si ti tisti dan nabral. Pa ne spomneva, se pravi, v glavni sezoni so z nami tudi nabiralci, ki so bili tam že v predsezoni. I'm from Chile and I've been picking since December. In itak imajo v glavi te pravila iz predsezone. I was there in the first wave and I swear nobody told us that. Because if You will it's lose a all player, your bonus if it was written this way. I would understand. I would not even have signed, yeah, me too. In tukaj lahko dobesedno govorimo o kraji. En konkreten primer, recimo naš najboljši nabiralec, ki smo ga poimenovali kar The Machine, je v 10-urnem delavniku nabral 45 bucketov, ki so vredni $10 po bucketu, kar je pomenilo, da bi moral zaslužiti $450. Kontrola kakovosti potem recimo ugotovi, da ima en slab bucket, kar ga že vrže iz bonusa, posledično pa potem dela za minimalno urno postavko. 10 ur krat $23 je v bistvu $230. Oziroma $210, ki jih ni treba plačati The Machine. Wait a minute! Naše zadolžitve kot nadzorniki je bilo med drugim tudi prenašati slabe novice od menedžmenta do pikarjev in ne znamo vam povedati, koliko je v bistvu grozen kot bivša nabiralca prenesti tako bombo od novice pač njim. I'm out of words, like I don't know what to tell you, like I just feel bad. The messenger is the message. Yeah, okay. Yeah, after we Yeah, so today we're going to the office and we're going to talk to the management. Na srečo smo supervizorji iz Ganga ena imeli z našimi nabiralci izredno lep odnos in tudi oni so se zavedali in so nam rekli, da pač vejo, da ni naša krivda, da smo samo pač prenašalci slabih novic. Ampak je bil pa to tudi trenutek, ko je vsem nabiralcem prekipelo. Nastala je revolucija! To je bilo v bistvu na nek tak način zelo zanimiv opazovati, zaradi tega, ker v bistvu ugotoviš, da ni moč samo v številu, ampak tudi kaj vse v bistvu lahko ljudje
dosežemo, če se nekako vzamemo skupaj. In to je bilo res dobro gledati. Takoj po prejetju novice je namreč pol nasada direkt odmaširalo nazaj v kamp. Velik udarec za podjetje. Nabiralci se namreč zavedajo, da okno za obirati češnje je omejeno. Dlje časa, kot se štrajka, več češenj bo šlo v propad, manjši bo zaslužek. Podjetje je šlo v manjšo paniko, kar je bilo jasno potem, da so razglasili za naslednji dan ekstra bonus dan, kjer je bil posamezen bucket vreden $15. Ja, prav ste slišali, $15 na bucket. Ja, ponavadi je povprečje 10, oziroma ostala podjetja imajo 6, tako da to je big deal. Zdaj, če tako pogledamo, če sam nabiraš 2 bucketa na uro, kar je realistično zelo izvedljiv, imaš v bistvu urno postavko $30 na uro, kar je ful dobro. Ampak itak večina je prepoznala, da gre to bolj za neko tako podkupnino, oziroma da ima ovčke lepo nazaj v ogrado spraviti, zastaškati vse skupaj, pa je to. Tako da vse niso dali kaj preveč motati, naslednji dan so sicer prišli delati, ampak so dobesedno zabušavali cel dan. Vedeli so, da generalno gledano se stvari ne bojo spremenile, če ne bo prišlo do neke konkretne sistemske spremembe. Okay, we go to work. Yeah. We come here and we pick one bucket in 5-6 hours. The only reason I'm staying is because I don't have another work. Slowly. As soon as I get something, I'm out. Med nabiranjem so si sami vzemali pauze, klepetali, viseli na telefonih in zganjali antipropagando po socialnih medijih in backpacker skupinah. And people was asking in a WhatsApp group of ShareCorp, and we told them, no, don't come here. Glasno so nabijali glasbo in imeli celo žurko, dokler ni prišel vodja nadzornikov. Ko je ta ugotovil, da je vse skupaj en tak izgubljen primer, jih je napotil na generalnega direktorja. 150 ljudi se je zbrali pred pisarno in zahtevali drugačne pogoje dela. Čas je tekel, denar pa je dobesedno ustajal na drevesih. Okay, first of all, they're down in the office. Yeah. There's a lot of rally together and going as a group. Where's gang 3? Try and make a difference. I think most of them are down there as well. Yeah. Po približno 3 urah so se uspeli dogovoriti z menedžmentom in si izboriti boljše pogoje dela. Namreč 20% slabih češenj so pač lahko potem imeli v bucketu in pa izborili so si drugačno preračunavanje bonusa. Tako da, bravo naši. Dolg časa sem mislila, da je celoten management pokvarjen, ampak v bistvu skozi in preživet čas v češnjah sva ugotovila, da je bolj kot ne problem v lastniku podjetja oziroma direktorju. Tej trditvi sledi celotna razlaga, kako lastnik podjetja živi v čisto drugih sferah, ampak tako osebno se javno ne bova spuščala. Je pa ta del pekla necenzurirano v celoti na voljo v članstvu najinega kanala. Za tiste, ki si želite več vsebine in bi želeli najino delo še kako drugače podpreti kot le za všečki in komentarji, dobrodošli, da postanete del naše male skupnosti. Link do članstva najdeš v opisu epizode. Kljub temu, da so izpostavila res tiste večje mejnike in slabosti, ki so se dogajale v najinem času v češnjah, je tukaj še kup manjših stvari, ki jih enostavno nimamo časa obdelati. Od netransparentnosti podjetja, prevar s količinsko mejo na bucketih, obljubljene hrane za nabiralce, obiranja slabih dreves do bedastih iger brez meja in les bucket party fiaska. Morda enkrat v kakšnem livestreamu. Za konec vas pustiva še z 2 šokantnimi dejstvi. A se spomnite vseh tistih češenj, ki so za odpad, ker ne zadoščajo prodajnim standardom in so zaradi njih nabiralci penalizirani? Izkaže se, da jih v resnici podjetje ravno tako izkoristi, iz odpadnih češenj se namreč dela cherry Coca-Cola in limonada. In odpad je kar naenkrat majhen zaklad. Together they've started a new business venture. That little tiny imperfection on the nose, you can really tell that's an imperfection, but that doesn't meet export grade, so it ends up here. Človek bi si mislil, da bo revolucija prinesla trajne spremembe, ampak žalostno je, ko ugotoviš, da se čisto vsako sezono stvari resetirajo na tovarniške nastavitve. V bistvu je samo vprašanje časa, borbenosti in karakterja nabiralcev, ali si bojo izborili boljše pogoje. Povedan drugače, vsak let je isto in to do te mere, da ima v bistvu podjetje že vnaprej pripravljene pogoje, ki v večini primerov zadostijo vsem,
Tako da je v bistvu celotna revolucija samo neka dimna zavesa, samo iluzija, da imajo nabiralci občutek, da so si le-te izborili sami. Žalostno je, da sva Sloveniji med drugim pobegnila tudi zato, ker sva bila naveličana takih kapitalističnih ustrojev, ki v bistvu izkoriščajo ljudi za svoj profit. Le zato, v bistvu, da sva pristala na drugi strani planeta in ugotovila, da je povsod isto sranje. In da više kot si na korporativni lestvici, lažje ti je. Zdaj tukaj morava priznati, v bistvu odločitev, da postaneva nadzornika, je bila za naju boljša iz vseh vidikov. Pač fizično niso telesa izčrpala do nemoglosti, psihičnega pritiska se mi zdi, da je bilo precej manj in tudi finančno je bilo za naju bolj. Čeprav teoretično gledano kot pikar bi lahko bistveno več zaslužila. Ampak nama je bilo všeč tako, kot je bilo. Tudi vodstvo je z nami bistveno lepše ravnalo v primerjavi s pikarji, tako v bistvu na človeški ravni kot tudi materialno. Marsikdaj, ko je bil dolg dan, ne vem, smo dobili zastonj pijačo pa hrano, tako da, ja, kakorkoli bo za naj osebno je bilo bolj. Punč, to zadnji dan, konc sezone. To zadnji cajt. 1. februar. Pač tukaj sva en mesec pa pol, ampak meni se zdi, da sva, ne vem, 2 leta. Zgodil se je sigurno toliko stvari, da je shit. Moj telo je samo uničen, mene vse boli, jaz komi hodim. Da spati se je treba. Poglejte, se je bilo zabaven, dokler je trajal, ampak lahko se zaključi, ne bom se nič pritoževal. Last bucket party! Did it. We fucking did it! We fucking did it. We did it! Fucking did it! It's done! Yeah, man! Over the Peaky fucking blinders! Tudi najino dojemanje poslanstva kot supervizorja je v tem kaotičnem svetu češenj dobilo čist drugačen pomen kot le vršenje nalog. Skušala sva vzpostaviti dobro delovno klimo znotraj našega genga in v bistvu narediti vse, kar je v najni moči, da sva nekako pomagala nabiralcem, prisluhnila njihovim tegobam in jih skušala razumeti. To se je močno poznalo tudi v timski dinamiki genga 1, saj je naš geng močno outperformal vse ostale ekipe. Z veliko ljudmi sva še danes v stiku in najlepše je, ko so naju ob slovesu vsi objeli in se zahvalili za krasno delo, ki sva ga opravljala. In rada verjameva, da nama je karma vse to vrnila že takoj v naslednji službi. Ja, sej veva, tale vlog iz Vinogradov najavljava že glih ta zadnje 3 vloge, za vse une, ki je že malo dalj cajta spremljate, ampak zdaj bomo šli pa res tja. Ampak, ja, vmes se spomnim, da sva vam dolžna še pač tale vlog iz Češenj in v bistvu gre res za lep koncept iz pekla v raj, ker če so bile češnje v bistvu služba na Novi Zelandiji, ki je bila verjetno najslabša, so bili pa potem vinogradi pa sigurno najboljša služba, kar sva jih imela tukaj na Novi Zelandiji. Tako da ja, zdaj pa siguren 100% zares naslednji vlog bo iz vinogradov. Glavno, če vas lahko pustiva z eno mislijo tukaj ob koncu je, bodite luč in pozitiva v tem včasih preveč temačnem svetu. Do takrat pa po maursko, kakiteano! Kiss